Pozdravljeni. Danes smo v goste povabili Evo Potisek. Eva Potisek dela v Narodni univerzitetni knjižnici na oddelku za izposojo. Povabili smo jo pa zato, ker je skupaj s kolegicami pripravila eno zelo zanimivo raziskavo, pa bom malo več sama tudi mogoče povedala, za kakšno raziskavo gre. Tako s kolegicami smo se odločili za raziskavo, in sicer varstvo osebnih podatkov članov in drugih uporabnikov knjižnice. Namen raziskave pa je bilo ugotoviti, kako knjižnice, kakšna je praksa knjižnic na tem področju. Zdaj, kot vemo, knjižnice so zakladnice enih podatkov, ne samo knjižničnega gradiva, ampak po drugi strani prav tako zbirajo, hranijo in obdelujejo osebne podatke in pa nekako ne posvečajo toliko pozornosti oziroma se knjižnicam zdijo samoumevne, in zato smo se odločili, da bomo tudi to raziskali. Knjižnice nimamo nekih tečajev na to temo, nimamo nekih priročnikov, vodilo so nam v bistvu zakoni in se jih knjižnice držimo. No, kakšni pa so recimo ti zakoni, ki se jih moramo knjižnice držati oziroma jih moramo poznati? Ja, knjižnice vsekakor, zakon o knjižničarstvu iz leta 2001, potem zakon o varstvu podatkov. Tu imamo še uredbo, ki jo nam poznana pod kratico GDPR, tako, ki je bila sprejeta 2016. Za države članice Evropske unije pa so bile določbe te uredbe nekako, ko bi rekla, smo se jih mogli začeti držati 2 leti kasneje, torej 2018. V pripravi pa je tudi nov zakon o varstvu podatkov ZVOP-2, ki je že dostopen tudi na spletu. Se pravi, verjetno smo s to uredbo GDPR se začeli malo bolj zavedati tako uporabniki kot same knjižnice, o zbiranju podatkov. Tako da mi lahko mogoče poveš, kateri so tisti podatki, osebni podatki naših članov, ki jih knjižnice v bistvu so zavezane popisovati, shranjevati? Ja, zdaj tako, knjižnice kar nekako, bom rekla, se držijo zakona o knjižničarstvu. V 15. členu je zapisano, da naj bi zbirale ime in priimek člana, potem datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, kategorijo članov, pa seveda podatke za obveščanje, torej telefonska številka ali pa naslov elektronske pošte. Uredba pa je te podatke še mogoče malo bolj okrnila, in pri uredbi je pomembno to, da tle bi izpostavila, da z uvedbo uredbe smo se ljudje nekako začeli zavedati pomembnosti teh osebnih podatkov, torej komu te podatke dajemo in katere podatke, in odtle začnemo govoriti o načelu zbiranja minimalnega števila podatkov ter neko načelo odgovornosti. Se pravi, Eva, kaj ste z vašo raziskavo pravzaprav sploh ugotavljali? Ja, mi smo najprej želeli ugotoviti sploh, katere podatke zbirajo, na kakšen način jih zbirajo in kakšen je namen zbiranja teh podatkov, potem pa kako podatke knjižnice hranijo, koliko časa jih hranijo in kako skrbijo za varnost teh podatkov. No, to je po mojem pa zelo zanimivo slišati zdaj mogoče te izsledke raziskave, čisto na kratko. Ja, recimo zanimivo je to, da večina knjižnic hrani podatke v elektronski obliki, v sistemu COBISS-3 izposoja, še vedno pa 38% sodelujočih v raziskavi hrani tudi tiskane oblike teh pristopnih izjav. To pa vemo, da je treba zagotoviti dodatno varnost, treba imeti sobo pod ključem, v zaklenjeni omari, pa tudi ponavadi pooblaščene osebe, ki delajo z osebnimi podatki. Eva, kaj bi za konec, bi te vprašala, kaj bi knjižnicam svetovali? Ja, knjižnicam bi svetovali, da zbirajo minimalno število podatkov, najboljše v elektronski obliki, da jih brišejo vsaj enkrat letno oziroma še bolj pogosto, če se da. Vsekakor pa mislim in smo ugotovili nekako, da nam primanjkuje znanja na tem področju, da bi potrebovali dodatna izobraževanja in da bi tudi kakšni priročniki na to temo bi prišli knjižničarjem prav.
kje lahko knjižničarji, tiste, ki zanima, dobijo kaj več podatkov o tej vaši raziskavi? Je kaj dostopna? Ja, naša raziskava je objavljena v zborniku, ki je izšel ob kongresu, tako da vabljeni k prebiranju tega članka. Super, Eva, najlepša hvala.